Hvala lepa, Polona. Potem pa bi zaprosil. Lahko izzovem. Odlično. Harmonija skozi konflikt, si rekla, pa to bi bil mir na koncu. Čeprav sem jaz tudi s tem naslovom imel težave, ampak zdaj, ko si govorila, sem razumel, da bi to bilo možno. Da je tisto katarzično, da je tisto, kar dosežeš z umetnostjo. Sam postopek je nemir, ampak rezultat je pa neke vrste mir ali pa neke vrste harmonija. Strinjaš? Ne, se strinjam, absolutno. Naj bi vodil ljudi k razmisleku, ne? Ki naj bi vodil v mir, ampak samo delo ali pa ustvarjanje pa ni nujno, ne vem, kako bi lahko bilo. Človek z umetnostjo ne misli najprej na mir, ampak bolj, a pa zagotovo najprej na nemir. To je res. Se strinjam? Druga stvar, to zdaj izdajalsko dejanje, javno. A ni to, da je ta hudič od filma se razlezal na vse te aparate in prevzel vse ljudi, še večja motivacija, da je treba tu narediti nek red? Sigurno, komor se da. Da je to malo nostalgično, da bomo zdaj bežali v gledališče, pa se bomo zaščitili pred svetom, ki se dogaja in je v nepovratu. Ne, to bo moral sigurno eden urediti, ampak jaz ta oseba nisem, da bi pa delala to naprej, kar sem do zdaj, pa tudi ne bi, ne, ker ne želim pridodajati k tej situaciji, to zdaj urediti, prečasati bojo pa mladi naredila, ne, valjda, se bo začel kdo s tem ukvarjati. Ne. Se malo hecam okrog tega, zato ker imam sam podobne nagibe k izdaji pa pobegu ven iz tega kaosa. A greva? Ja. Še predno odjahata, ne? Bi prosil od Igorja Košiča za vas zadnji prispevek. Zdaj lahko ste tam, ampak lahko vas... Zato, ker so mikrofoni. Ne, mikrofon predstavljam tako sem, tako da to ni problem. Tako da, če ste bolj navajeni tukaj, vabljeni sem. Kje me imate raj, tam ali tu? Tle, okej. Da se družimo. Poje končano, dobro. Zakaj izdajalska kolega, ne? Ker gospod Igor, filmski ustvarjalec, predstojnik katedre za zgodovino in teorijo filma in še, kar je predsednik društva slovenskih, oziroma sodeluje, ne so predsednik, ne, ampak sodeluje pa aktivno društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev. Ampak je zdaj zadnja zelo močen dokument, ali kar se spravljeno je bil pa ta za pismo podpore za Katalonijo, ker se je podpisalo kar, mislim, da večino društva, pa še kdo drug, ker vem, da je tudi Polona podelila, ne, tako da smo prebrali to, da je zelo pohvalno, kar je tam napisano. Ker odziv je malo medu, ampak tako jaz s Katalonijo na začetku zelo malo prijateljev ima, zato je mogoče poseben razlog, da se jih podpre. Mislim, zelo je medu odziv, a pa obraten, ne medu, ampak to, kar evropski politiki delajo, je nezaslišano. Pripravljajo državljansko vojno tam. Mislim, da je problem te peticije v tem, da je samo po Sloveniji krož, nobenjo ni frcnil ven v druge evropske... Mogoče. Ja, zato je tudi malo podpisal, Društvo pisateljev ima to v rokah. Mislim, da je še vedno čas. Ja, ne, se tudi za druge peticije. Beseda je vaša. Beseda je moja. Jaz sem pravzaprav mogoče najbolj v zadregi, zaradi tega, ker sem imel zelo malo časa za pripravce in sem danes po noč pravzaprav se odločil za strategijo, da se pustim narekovati, kaj mi bo v spanju reklo, da moram povedati tu. In sem razumel mojo nalogo, da moram povedati, da se moram izpovedati v tem smislu, da povem moj kredo, poklicni in mogoče življenjski, človeški kredo, zakaj počenjam stvari, kot jih počenjam.
zakaj se ukvarjam s temi zadevami, s tem nesrečnim filmom. In mi je bilo narekovano po noč, da je to nemogoča naloga, da je to zato treba imeti pol leta vsaj, ker se s tem nisem ukvarjal, s tem samo spraševanjem. In da to lahko edini izpeljem, pa ne vem, če je to res, to bomo preizkusili z citati, s pomočjo citatov, ki mi nekaj pomenijo. Tako da sem... Tudi sem imela par pripravljenih. Res. Tako da mogoče istih bomo videli, če se kjer pokriva. Tako da danes zjutraj sem pač 1 uro preden smo šli na pot, sem se usedel in napisal, kar mi je bilo po noč narekovano. In to se pravi, moj poklicni in človeški kredo bom izpovedal s pomočjo enega idiota in 5-6 filozofov. Idiot je knez Miškin iz istoimenskega romana, seveda Fjodora Dostojevskega, ki ga je, knez Miškin je to rekel, ko je gledal sliko Hansa Holbeina o Kristusovem trpljenju. Tle smo se navezali nekako tudi jaz na temo, ki ste jo se držali naše krščanske tradicije. In sicer je ta stavek znamenit, verjetno ga vsi poznate, lepota bo odrešila svet, je rekel knez Miškin. Tle se nisem mogel kaj, da ne bi malo aktualistično in aktivistično zapisal. Lepota bi lahko odrešila Slovenijo, če bi to dopustili. In tle se navezujem na to, kar si ti rekel, absolutno sem takoj za umetniško republiko Slovenijo, ali kako si ti si imel drugo formulacijo, ampak se moramo še zediniti okrog tega. Slovenija, republika umetnosti. In vse, kar je bilo rečeno o Ministrstvu za kulturo, ki sem ga mečken skusil v drugačni vlogi kot ti, s tem se tudi strinjam z preimenovanjem v Ministrstvo za umetnost, kar ne bi bila sam šminka, sam sprememba zunanje podobe, ampak bi narekovala temeljito notranjo reorganizacijo in še kaj. Da ne bo nesporazuma, moram takoj citirati francoskega filozofa, pravzaprav teoretika literarnih ved, semiologa in strukturalista in fenomenologa Rolanda Bartha, ki je zapisal v pismu italijanskemu mojstru filma Michelangelo Antonioniju, da umetnik ni duhovnik. Umetnik ni duhovnik. Bom se vrnil potem k tem citatom, se bom vrnil k vprašanju, kaj ta opaska lahko pomeni, ko bom šel skozi. Naslednji filozof, ki sem si ga sposodil, je Friedrich Nietzsche, ki je zapisal, da je Bog mrtev. In tu sem se spomnil napisa grafita v podzemski železnici v Štokholmu, kjer se je nekega dne pojavil ta napis: Bog je mrtev, Nietzsche je mrtev, Bog je pisal tam na istem mestu drug dan. Potem naslednji citat je Sokrat. Sokrates je bil nekdo, ki ni maral glasbe in poezije, kar je v tistem času bilo še eno in isto, in se je pritoževal, mislim, da je bilo to takrat, ki je čakal na usmrtitev, da ga v sanjah noč za nočjo muči glas, ki ga roti: poslušaj glasbo, Sokrat, poslušaj glasbo. On ni razumel, zakaj. Naslednji je avstrijski filozof Edmund Husserl, ki je zapisal moto za svojo fenomenologijo, za svoj filozofski podvig, ki se imenuje Nazaj k stvarem samim. Na to sem pomislil, ko sem poslušal kolegico o literaturi. Pa še enega avstrijskega filozofa, Ludwiga Wittgensteina,
bi želel citirati, ki je v nekem predavanju rekel, estetske in etične sodbe lahko izrekam samo v prvi osebi ednine. Estetske in etične sodbe lahko izrekam samo v prvi osebi ednine. Imamo pa še enega Francoza, naratologa Paula Ricoeur'a, ki pravi, da je pripoved edinstven in nezamenljiv način spoznanja in mišljenja, nezamenljiv način, da brez pripovedovanja ne razumemo nas samih, da pripovedovanje se ne da zamenjati z nobeno znanostjo, z nobeno filozofijo. To, kar delamo s pripovedovanjem, tudi filmskim, Polona, je nezamenljivo. In za konec še enkrat Roland Barthes, ki ugotavlja, da bosta umetnik in oblast, umetnik in družba nujno vedno v konfliktu. Barthes tako pritrjuje Platonu, ki je ugotavljal, da umetnost nujno moti ustaljeni red in vnaša nemir v državo in zaradi tega v njegovi idealni državi umetnosti ni, čeprav obstajajo tudi druge interpretacije. Platon ni bil brez notranjega konflikta. Vprašanje pa je, ali je to za državo dobro, ali koristno, ali ne. Tako Platon kot Sokrat se zdita mnenja, da to ni koristno. Tako da je iz njunega izhodišča, čeprav jaz nisem na tem stališču izrazito, jaz sem res, ni naključje, da je prvi citat, ki sem ga uporabil, da bo lepota rešila svet, kjer je lepota seveda metafora za umetnost. Nekje v teh navodilih, ki sem jih prebral, sem zaznal tudi, da je treba povedati, kaj nas pri našem delu ovira. In sem se z veseljem vprašal, kaj so naši nasprotniki, kako jih poimenovati, kdo so naši sovražniki. In sem prišel do zaključka, da so naši sovražniki filistri. In da je filistrstvo tisto, kar nas onemogoča na vsakem koraku in preprečuje, da bi Slovenija postala republika umetnosti. Filistrstvo. Pa ne bom razlagal teh citatov. Jaz upam, da so sami razvidni in bom kar končal tu. Hvala. Hvala.